Lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Če se še niste naročili, se dajte, kajti v naslednjih mesecih, tudi letih, bomo obravnavali pomembne zadeve, ki vam lahko rešijo ali način razmišljanja, življenja, v glavnem koristne vsebine, s katerimi pa si boste lahko pomagali, če seveda prisluhnete in če zveste pravi čas. Danes bom vam predstavila oziroma govorila o horoskopih, o temeljnem smislu, zakaj jaz pišem horoskope. Horoskopi so od nekdaj najbolj privlačna vsebina, z enim samim razlogom, da večina ljudi želi izvedeti, kaj se jim bo dogajalo. Želijo izvedeti, da bo denar, da bo ljubezen, da bo vse v redu. In če recimo dnevni ali pa tedenski horoskop napove kaj dobrega, ste potem avtomatsko bolj odprti za stvari, ki se vam dobro pripeljejo, če pa so zvezdni vplivi bolj negativni, seveda horoskop, če je dobro nared, če je prav nared, ne more reči, da bo vse super, ampak če je pa dobro nared, vas pa opozori v smislu, kaj prinaša tisto obdobje in kako se na njega pripraviti. No, sama sem ravno iz tega razloga študirala in še študiram astrologijo, kajti zdi se mi to neskončna veda, ki jo lahko od njej razmišljaš, se učiš non-stop. Ampak da vas ne bom vas utrujala o astrologiji na splošno, ampak želela bom poudariti ene stvari, ki jih je pa dobro videti oziroma dobro prebrati, slišati tako za svoj horoskopski znak, predvsem za svoj horoskopski znak, pa tudi mogoče za svoje bližnje, kajti običajno pogledamo za tiste, ki so okoli nas, da jih mogoče lažje razumemo. Ne zato, da jim pridigamo. Se pravi, v celotnem smislu, pogledu na horoskope, tako kot jih sama pišem jih uradno že od leta 2018, ja, takrat sem pa začela intenzivno jih pisati, se tudi naučila, ali pa recimo, da sem brala več pogrošnih romanov, zato da sem si pridobila malo več besednega zaklada, ki je bolj normalen, kajti ko nekaj časa nekaj študiraš pretirano, si potem v izrazih ozek, strokoven, ampak ljudem na splošno ne daš dovolj smisla. No, v horoskopih, ki jih mi pišemo oziroma so objavljeni v Dobri karmi, na merkaba.si jih imate tedensko, mesečno, letno. In zdaj me zanima nekaj, ali vi v bistvu kako preberete horoskop zase oziroma za svoje bližnje, predvsem zase, ali ga preberete enkrat in potem na hitro preletite, ali ga prebirate večkrat, ali o njem kaj razmišljate. To mene zanima, tako da če imate možnost, mi zapišite to v komentar in pa tudi naslednje. Sama velikokrat in rada pišem horoskope na temo različno. Eno je splošni horoskop, ko se o splošnih vplivih, ki so v trenutnem obdobju enega leta, obdobju meseca, tedna, dneva. V horoskop splošen gre za splošne vplive, ki jih imajo planeti na nas in na posamezen horoskopski znak, se pravi na vas posebej skozi vaše sonce, kaj najbolj vpliva na vašo osebnost, na vaše osebno življenje. Potem rada pišem ljubezenski horoskop, ki je iz perspektive ljubezni, se pravi, da ta iste vplive pogledam bolj poglobljeno skozi sito ljubezni in pri tem računam, da boste vi o tem razmišljali, o ljubezni, o svojih načinu razmišljanja, o svojem načinu čustvovanja, o sebi. In potem iz vidika financ. Delam rada horoskope, kajti iz vidika financ je drug pogled recimo na Saturna, recimo, da pogledamo, da je zdajle Saturn v Ribah že od 7. marca 2023, da na primeru povem, kaj mislim. Splošen pogled Saturna v Ribah od 7. marca 2023 je, da predvsem
kozorogi, recimo, ker je Saturn kozorogov znak, kozorogi imate v tem obdobju in še boste imeli do 25. marca 25. maja 2025, boste imeli pozornost na svojih čustvih. Ribe, ker je Saturn v ribah, ribe bodo imele pozornost na redu, na ovirah, na v bistvu zaporah v življenju, nekaj se jim zapira ribam in se potem morajo ukvarjati ribe z notranjim in zunanjim redom, da bodo nekako najboljše izkoristile vpliv tega Saturna. Splošno gledano se vsi skupaj s Saturnom v ribah počutimo omejeni v čustvovanjih, v povezovanjih z naravo, prepreke, časovne časa vam zmanjka, da bi šli v naravo, zmanjka vam volje, zmanjka vam, recimo nimate prave obutve, tehnične prepreke. Na ta način v bistvu se gleda splošno in to bo do 25. maja, potem pride Saturn v Ovna in se tam ta prepreke prenesejo na fizični izraz, na fizično stanje, na Ovnov izraz sebe, se pravi od 25. maja naprej bomo vsi skupaj čutili eno omejitev glede tega, da se izrazimo, red bomo morali narediti v sebi, v osebnosti, v fizičnem telesu in ugotoviti, kdo zares smo. In pri tem, ker zvezde, veste, planeti nas tako lepo vodijo v odkrivanje svojih večplastnosti, in če pogledamo, zato je splošen vidik tak zelo splošen, ki pa vedno zajema dva znamenja bolj in pa splošen vpliv na vse. Finančno, če pogledamo recimo na Saturna v ribah, kaže na to, da finančni vplivi nas omejujejo, da ne moremo zapravljati po navdihu, da ne moremo kupovati po intuiciji, ampak da si moramo ustvariti red v financah. To je pristop Saturna iz finančnega perspektive, Saturna v ribah in to do 25. maja bo še ta podpora, da vi finančno ugotovite svoj notranji red in da ta navdih, intuicijo, želje, hrepenenje po materialnih dobrinah ali pa da uredite svoje materialne dobrine, ker če imate doma kaos, če imate doma navlako, neorganiziran dom ali posel, če ga vi sami imate kot svoj posel, je v bistvu Saturn v ribah najmočnejši pomagatelj temu, da se znotraj vas in potem posledično v okolici zgodi red. Iz finančne perspektive torej vas Saturn v ribah do 25. maja vodi v ureditev, prepoznavanje svojega ustroja in popravljanje karmičnih balastov, karmičnih preprek, recimo, da ste v enem življenju bili zelo bogati, ste zapravljali na veliko in kar ste hoteli, ste si kupili in ta feeling imate še vedno. In recimo iz vidika financ in pa karme Saturn prinaša omejitve ravno zato, da se soočimo s tem, kaj zares potrebujemo, kaj zares želimo in kje je meja med nekontrolirano potrošnjo in med izbranimi stvarmi, ki so vam pomembne. Tako da Saturn v ribah iz finančne perspektive prinese en drug paket informacij, medtem ko iz ljubezenske perspektive Saturn prinaša čisto drugo zgodbo v ribah. Saturn v ribah iz ljubezenske perspektive kaže na to, da nimate navdiha za ljubezen, da ribe čutite, da vas nihče nima rad, Saturn preprečuje sprejemanje te navdihujoče ljubezenske energije in ribam se zdi, da se morate dokazati, da boste sprejete, dokazati, da boste vredne, medtem ko splošno se ljudem zdi, da ljubezen ne teče sproščeno, ne teče po naših dušah, ne teče po naših energijah, čutite lahko omejitve in ste lahko jezni na partnerja, mislite, da vas ne mara več, mislite, da ste v bistvu v problemih, ker ne čutite več tako, kot ste na začetku, ko je lahko bil Saturn kje drugje in vas je kaj drugega podpiralo v čutenju ljubezni. Se pravi, Saturn v ribah iz ljubezenske perspektive prinaša predvsem stik s samim sabo in potrebo, da najdete ljubezen v sebi.
Pardon. Se pravi, ta različna perspektiva horoskopskih pogledov je zame zelo pomembna. A veste, jaz si za to vzamem čas, kajti pomembno je, da razumem, iz katere perspektive ali pa energij bom predala sporočila, kajti potem se vas lahko ta sporočila bolj dotaknejo oziroma imajo večjo vrednost za vas. Kajti bolj je resnica v tem, kar vi potrebujete za svoj preboj. In v tem času, ko je Pluton prišel v Vodnarja in vsi nekako hitite v tem, da bi nekaj dojeli, nekaj spremenili, nekaj ozavestili ali pa nekaj dali navzven med prijatelje, znance, poslovno ali osebno, je v bistvu še največja potreba po tem, da se umirite in doživite svojo zavest oziroma zavedanje samega sebe. Zato bi vam rada v tem videu ne samo predstavljala te različne perspektive, ampak predala glavna sporočila, kaj posamezni znak se uči v tem življenju, kaj vi kot sonce v določenem horoskopskem znamenju, kaj se učite oziroma kaj je vaša glavna težnja, da boste srečni. In potem horoskopi, a veste, ki so vsi nekako tisti bolj na hitri, so na eno noto ljubezni, dogajanja, denarja, bo denar, ne bo denarja, pazite na denar. V glavnem so zelo tako površinski in če jih vi ne poglobite in če vi sebe ne doživljate bolj globoko, boste imeli boste to videli zgolj kot eno trash branje, tisto hitro branje, ki vam ne prinese kvalitete življenja. Tako da, če ste povezani z nami in želim, da ste, zato ker boste največ dobili od nas preko zavedanja samega sebe in ogromno brezplačnih vsebin vam damo ravno zato, ker se zavedamo, da vsak, ki se začne ukvarjati s sabo ali vsak, ki želi sprejeti določeno sporočilo, ga bo sprejel. Tisti, ki boste se želeli v to poglobiti, pa vam ne bo težko plačati za določene zadeve, ki so poglobljene, bolj intenzivne, bolj strokovne, bolj nekako aktivirane v jasno in ciljno smiselno smer. Tako recimo so za horoskop, če vas horoskop zanima in če vas zanima svoj način razmišljanja ali način razmišljanja, ki v prihodnosti prinaša nove rezultate ali pa želite si spremeniti način razmišljanja, so recimo afirmacije in deklaracije tematika, ki vas lahko zanima ali vam je pomembna, zato smo v tej smeri tudi posneli webinar. No, ampak kar se tiče horoskopskih znamenj, je jasno, da vsi ovni, zdaj bom šla kar po vrsti, vsi ovni ste prvi znak pomladi, vdih ognja in vsi ovni imate nalogo postaviti se zase, ampak ne na ono prvo žogo, jaz bom ta glavni in dajte mi mir, ampak na ono žogo samozavesti, zavedanja samega sebe, se pravi, ko ponotranjite lastno vrednost, ko jo zaznavate s močjo duše, ko se znate postaviti zase na umirjen način, to je naloga ovna, da zaživite v harmoniji, integriteti samim sabo in to jasno predstavite naprej. Da se ne skrivate za nekom, da ne skrivate v bistvu načina se za določeno ali tehniko ali za določen drugo osebo, da se ne zgovarjate na nekoga drugega, ampak da ovni zase prevzamete odgovornost, da ste vi sami sebi pomembni, to je ovnova glavna naloga, najbolj glavna naloga. Sonce v ovnu je tako kot sonce v prvi hiši, da ste vi sami sebi pomembni in da se ne vrednotite na podlagi odnosov, na podlagi denarja, na podlagi česarkoli, ampak na podlagi dojemanja samega sebe, ki se potem izražate navzven. Evo, to je ovnova naloga. In če življenje vas v to sili in sili vas točno na tak način, da se čutite zapostavljene, ujete ali v družini, v poslu, kjerkoli, nevidne, neslišane, se pravi, življenje vas uči,
ravno kontra s tem, da vam odmika to pozornost, da vi morate sami prodreti navzven. Tako da ovni najmanj vam odgovarja vloga žrtve, najmanj se lahko v bistvu zgovarjate, da ste žrtev v bilo kateri situaciji, kajti vaša naloga je iti čez situacijo, se postaviti zase, mogoče najprej z jezo ali kakršnemkoli fajtom, slej ko prej pa z v bistvu notranjo močjo, ki jo zasijete navzven. To je naloga ovna in tako kot tudi naloga sonca v prvi hiši. Naloga bika, vsi biki po horoskopskem znamenju vam je najpomembnejša, ne glede na to, kako se sliši to v bistvu za druge mogoče malo nerealno ali pa pretirano zemeljsko. Za vas je materialna varnost pogoj, da ste mirni. Materialna varnost je pa lahko od tega, da imate 10 evrov v žepu, do tega, da lahko imate milijon na računu. Materialna varnost je za vas nekaj, kar vi definirate, koliko je vaša materialna varnost. Zato morate biki razmisliti o svojih materialnih željah. Sonce v biku vas v to vodi, sili. To je tako kot sonce v drugi hiši astrološko gledano, ampak vsi biki morate imeti občutek ali pa zračunano, koliko denarja porabite mesečno, letno, koliko denarja potrebujete dnevno, katere so vaše materialne nujne zahteve, pri tem res mislim nujne. Pri tem ne mislim Guccijevega rekelca, pri tem ne mislim najnovejših Nike'ic, ampak mislim osnovne potrebe za življenje, kje je vaša meja, kje je tisto, kar res potrebujete za materialni mir. In ko boste sami sebi določili, da je to vaš topel dom, da je to kurjava za sezono, da je to plačane položnice, da so to urejene materialne dobrine v smislu pohištva, oblačil, vsega, kar materialno posedujete, zavarovanega in varnega avta, da so to vse konkretne materialne stvari, ki so varne, za vaš okus primerne. Če greste višje, a veste, če biki greste višje v materialnih dobrinah, se pravi, če vam navadni čevlji brez znamke niso dovolj dobri in želite plačati znamko, ki prinese recimo strošek 300 evrov več, ste potem sami sebi postavljate višje normative, kar ni nič narobe, ampak sami sebi postavljate višji nemir. Kajti vi, biki, morate biti sami sebi zadostni v smislu, da sami sebi preživite. In bikovo preživetje, nagon po preživetju je najmočnejši nagon, zato ste navajeni h kopičenju ali zadrževanju materialnih dobrin in vas življenje ravno to uči, da morate spustiti, da se morate sprostiti na tem področju in si, kako bi rekla, naučiti, koliko je vaš minimum, da ste potem pomirjeni, koliko zares malo potrebujete za svoje preživetje. Tako da vsi, to je tudi nasvet za vse tiste, ki imate strahove okoli preživetja. Sama sem recimo 4 leta si pisala vse, koliko zaslužim in popis vseh materialnih dobrin in to me je umirilo. To mi je dalo eno tako odskočno desko, da vem, koliko malo zares potrebujem in vse ostalo mi je luksus. Ko vsi, ki imate s financami ali pa željami po financah večje želje, vsi vi se poglobite v svoje potrebe, koliko so tiste minimalne, da ste lačni, ne da ste dehidrirani, ne da hodite na pol goli ali pa zakrpani okoli, razen če je to vaš dizajnerski izbor, ampak koliko je vaš minimum, da se počutite varno, dobro na zemlji in to potem probajte vzdrževati, kajti s tem, ko vi tisto osnovo imate za osnovo, je vse ostalo luksus in ko vi iz luksuza ven delujete,
ko vi imate občutek, da je vse, kar je nad tem luksuz, imate magnetni privlak za več, za boljš in živite luksuzno življenje. In mogoče nekdo drug ima več kot vi, ampak vi luksuzno življenje živite od svojih osnovnih potreb naprej, živite srečno, zadovoljno, dobro spite in ste v redu, hočete več, dobite več, naredite več, v glavnem ste realni okoli vsega tega in mogoče nekdo ima boljši avto, boljše čevlje, vsega več, ampak ves čas ne ve, kje je njegova meja osnovnega materialnega bivanja in nima občutka, da živi v luksuzu, ampak je skozi v frki, v iskanju še več ali pokrivanju minusov, ki jih je sproti ustvaril. V glavnem ta dirka za denarjem se ustavi takrat, ko si vi postavite minimum preživetja, minimum, da ste varni, ne da minimum, komaj živite in da komaj imate grlo nad gladino, ampak da ste varni, da veste, tule se počutim pomirjeno, toliko rabim dnevno, mesečno, letno ali mogoče desetletno, da sem pomirjen. Pri tem, če vam je smučanje zelo pomembno, ga vstavite zraven, če vam ni, ga ne date zraven. Ne dajete zraven tistega, kar vam družba želi vcepiti, da je nujno, pa zraven potegne veliko stroškov. Vi sami sebi določite, kaj so vam vaši hobiji in katere hobije ste iz svojega luksuza pripravljeni plačati. Hobiji so luksuz, samo to, da nekako biki pomirite svojo naravo in vsi ostali, ki imate recimo kaj bikovskega v sebi, pa želite to pomiriti. Vsi imamo namreč v sebi vse lekcije, vseh horoskopskih znamenj, ampak bom se fokusirala na vsakega posebej, da bo bolj jasno, smiselno pa je, da prisluhnete vsemu in se najdete mogoče v kakšni karmični lekciji, ki se vam ponavlja skozi življenja, ali pa v kakšnih strahovih, ki si jih vnaprej pripravljate za nove lekcije življenja. Mi si sami namreč aktiviramo, o tem bom govorila kdaj drugič, mi si sami aktiviramo prihodnjo karmo, s katero se želimo učiti to, o čemer se sprašujemo ali o čemer nas je strah. Dvojčki, vaša glavna naloga je pomiriti se s svojim umom, pomiriti se sami s sabo, svojo bližnjo okolico, s svojimi brati in sestrami. Pomiritev uma, komunikacije in vaše intenzivne želje po hitrih spremembah, po hitrih prebojih oziroma vsem tem je nenormalna, v smislu izstopate potem, tako da v nadaljevanjih, se pravi v naslednjih letih od 7. julija 2025 dalje, boste imeli v tem pogledu še posebej izziv, kajti v vaše znamenje pride Uran, ki bo potenciral to vašo lastnost. Tako da dvojčki si hitro premislite si lahko iz dneva v dan, iz ure v uro. Nikakor ne najdete stabilnosti v svojem umu, v svoji notranjim razmišljujočem sistemu. Vaše misli so hitre, vaše besede so hitre, ogromno besed lahko ven sproducirate brez kakšnega temeljnega razmisleka in potem včasih niti ne veste, kako vas okolica vidi in zato se potem lahko vedno zapletate v ene napačne pogovore, kajti okolica vas seveda definira ali pa vidi na podlagi tega, kar ste izrekli in kakšna so vaša dejanja, ki pa so velikokrat prehitra, eksplozivna v smislu iz določene ideje, ki jo potem čez pol ure opustite in greste drugače, tako da vas ljudje s časoma nehajo jemati resno. Nehajo vas jemati resno, nehajo slišati vaše besede in potem se vi počutite odtujene od okolice in morate zamenjati družbo ali se preseliti. V glavnem ne najdete več stika s svojo okolico, niti samim sabo, kajti vse gre prehitro, vse gre v predelu glave in se ne prizemljite, da bi to, kar želite, prineslo rezultate. Tako da prizemljitev dvojčkov je najtežje ravno zato, ker si ne date časa. Vam čas hitro teče, hitreje kot vsem ostalim in hitreje teče ravno zato, ker
misli preskakujejo in se ne znate fokusirati v svojo pinalno žlezo. Pinalna žleza je za vsa zračna znamenja in tudi za vse ljudi zares najpomembnejši vstop v svet energij, v svet časa, v stik z večnostjo in z močjo, ki jo imate v sedanjosti. Pinalna žleza je, če bi dali tule čez nad ušesi, povezali ušesa z eno premico in dali skozi tretje oko, se pravi od tukaj pa do zadaj je tunel tretjega očesa. Če ti dve povežemo, je v sredini pinalna žleza. Žleza, ki ima mir v sebi in če date jezik na nebo, pa lahko probate, malo ga morate fejst zaviti, na nebu, ustnem nebu je točka, kjer je mehka in je prosta. Se pravi, edina mehka točka na našem nebu, ustni votlini, je pinalna žleza in je zato najpomembnejša, ker vi tam vstopite v svojo jasnost, v svoj mir, v svoj stik z ljudmi preko svoje duše. Se pravi, vi s svojo pozornostjo ne greste ven in ne bezlate okoli, ampak ste osrediščeni v sebi in izhajate iz zavesti, iz energij svoje duše in jasno vidite, kar se okoli dogaja, jasno vidite lahko misli drugih ljudi, potem, ko to nekaj časa prakticirate, kar vas ne obremeni, veste, misli drugih ljudi, sodbe drugih ljudi, mi jih zaznavamo, čutimo, ampak če smo v pinalni žlezi in povezani z energijo svoje duše, kar se zgodi avtomatsko, se na to ne odzivamo. Ne odzivate se na prognoze strahu, vojne, vsega, s čime nas mediji bombardirajo in v čemer dvojčki recimo se najhitreje skurite. Dvojčki ste z mislimi dostikrat zunaj in vas potem vse, kar se zunaj dogaja, prizadene, skuri, vzame vam tla pod nogami in ne speljete svojih stvari do konca. To je naloga dvojčkov in celotnega človeštva, da se zberemo znotraj v mentalu, da smo zbrani v svoji zavesti. Če želite Plutonovo obdobje v Vodnarju do leta 2044, dolga bo, preživeti optimalno, potem se zberite v svoji pinalni žlezi, prenehajte uporabljati zobne paste, ki imajo fluor, ne glede na to, kaj vam govorijo zobozdravniki in vsi ostali, ki reklamirajo to, kajti fluor je fluorid isto je znotraj v pinalni žlezi naredi, zunaj pinalne žleze naredi en takšen oklep, da se pinalna žleza zapre in vi ne morete več tako sproščeno vstopati v njo, kar pomeni, da ste bolj hitreje vas informacije iz okolja, iz medijev in vsega, s čimer šopajo vašo zavest, hitreje se vas prime. Jaz, ko se peljem, veste, najprej sem imela recimo, sploh ljudje več ne opazite, od kje vse vas bombardirajo, ne samo skozi svoj mobitel. Mobitel je ena stvar, kjer se vam skozi dogaja ping, ping, ping in vi izgubite stik s sabo. Po 5 minutah onega piskanja, kdo vse vam je kaj poslal, reklame, ni da ni, kaj se vam ne dogaja na vašem mobitelu in zato izklopite vse zvoke za obveščanja, kajti vsak zvok vas vrže ven iz spinalne žleze. Drugo največje programiranje se dogaja seveda skozi novice, skozi TV poročila, nikoli še nismo tako malo zvedeli resnice, kot jo v tem obdobju. In ker so nekako vpeljali v to, novice so mir, gospodar v hiši mora biti mir, da sliši novice. To je bila taka vzgoja v to, da boste te novice sprejeli kot verodostojne, močne, aktivne in jih tudi vzeli zares. No, in to poročila so najbolj pomembna in poročila se dogajajo večkrat na dan, non-stop, skozi medije, ki so že zdavnaj mimo stika z realnostjo. Zdavnaj. Tretja, močna, brez da bi jo sploh že več opazili, informiranje vašega uma in sprejemanja
ali nesprejemanja podpore narave, je skozi te velike plakate. V bilo katero mesto pridete, v bilo kater kraj pridete. Jaz sem zelo vesela, če se še kje peljem, pa da ni jumbo plakatov, da vidiš naravo, oziroma jaz jih zdaj ignoriram, nekaj časa sem bila jezna na njih in vse sorte kletvice govorila vsem, ki so tam gor, a ne, vsi zelo produktivno, ampak zdaj jih ignoriram in vidim naravo zadaj, vidim gore, vidim gozdove, drevesa ob teh plakatih in počasi jih ne vidim več. Namensko jih ignoriram, namensko. Ignoriram tudi vse reklame na YouTubu, žal, razen če je nekaj takšnega, da iščeš, ampak itak prisluškujem, pa ti dajo vse, kar iščeš, tako da na en način ti olajšajo, da ti dajo prve tiste ponudnike, kar iščeš, no, tako da nekaj pogledam, ampak v osnovi spinalne žleze mi reklame takoj prepoznamo za resnične ali neresnične. In me zanima, če ste se s tem o tem kaj razmišljali, če ste se natrenirali videti reklame lažne in pa realne. Ene so zares realne, eni zares povedo tisto, kar je resnica o njih ali o njihovih izdelkih, seveda je takšna, procentualno jih je malo. Ampak nekateri so in tiste cenim. Tisti so mi fajn kot firma, kot na splošno. Tako da spinalna žleza je vaš sodnik v tem, koga boste spustili v svojo zavest, koga boste spustili v svoje misli in to je za dvojčke najpomembnejše. Raki. Raki imate edino nalogo tega življenja, da se pomirite s sabo in ustvarite svoj dom. Raki ste izjemni ljubeči za svojo družino in se vam zdi, da morate z vsemi imeti harmonične odnose in običajno jih nimate, kajti prišli ste se učiti ravno to, da si ustvarite svoj dom, svoj tempelj doma. Vaš dom je vaše svetišče, vi potrebujete svoj lasten fizičen dom, ki je na vaše ime. In vse ostalo, veste, kamorkoli gre vaša pozornost, ali v reševanje tega konflikta z mamo, očetom, bratom, sestro, ali potem z drugo svojo družino, ki ste si jo ustvarili, ali s tretjo družino, ki ste si jo ustvarili. Vse to je samo odmik od tega, kaj vi zares potrebujete. Vi potrebujete svoj dom, pa četudi je garsonjera, najmanjša možna ali hiška 20 kvadratov, v nekje bilo kje, tudi če imate nekje, kjer niste nekako najbolj srečni, najbolj izpopolnjeni, ne, tudi če ni na lokaciji, ki vas najbolj osrečuje. To, da imate nekje nekaj kvadratov napisanih zase, na svoje ime, na svojo odgovornost, na svoje energije, to je vam osnova življenja. To vam nekako polagam na srce, raki, takrat se začne vaše pravo življenje. Takrat. Kajti vse ostalo imate potem čustveno pogojevanje, manipuliranje, ki se dogaja vam in vi ga dajete naprej. Vse ostalo je v bistvu kot ena vrste zmešnjava, ki se vam dogaja, da se pomirite, da najdete energijo, moč, denar za ustvarjanje svojega temelja. To je za rake in za številne, ki imate recimo mnoge planete v raku, to je osnova. Dom je za raka osnova, izvorni dom je v bistvu karmična rana, raki ste se rodili v izvorni dom tam, kjer je pomembno, da potem se iz tega naučite ven narediti svoj dom takšen, kot si vi želite. Velikost, kvadratura, lokacija ni tako pomembna, bolj je pomembno to, da vi zapišete nekje ali pa da posedujete nekaj svojega. To je za vas temeljnega pomena. Ne glede koliko ste stari, ne glede na to, kje štartate, če se usmerite v to smer
in imate fokus, da to dosežete, se bo vse ostalo hitro razrešilo. Vsi ostali dejavniki, ali negodovanje v službi, ali nedobri odnosi v službi, ali karkoli, vse se bo pomirilo, kajti vaš fokus, da pridobite svoje temelje, bo prevladal. In ne boste več toliko pozornosti, energije in tudi problema delali z odnosi v službi, z primarnimi odnosi v primarni družini, z sosedi, z bilo kom, ampak boste fokusirali nase, na svoje temelje, kako doseči to z najhitrejšo, najmanjšo možno energijo in finančnim vložkom. To je vaša naloga. To je osnova rakovega življenja. To. Potem pa vi lahko iz tega temelja, brez strahu, brez feelinga, da se morate prilagajati, brez feelinga, da morate ugajati komu, ker potem seveda greste v kontrareakcijo, ne, vi niste, da bi želeli ugajati, ampak čutite potrebo, da bi, ker niste stabilni v domu, ali pa ste v najemniškem stanovanju in pol dobite potrebo, da bi ugajali najemodajalcu in vas to jezi in pol ga greste konfrontirati na neke stvari, se začnejo prepiri, nesoglasja. To je lahko samo v energijah, ta nekonfrontacija oziroma ta prepiranje lahko samo v energijih prinese nemir in najemodajalec se odloči prodati ali pa najde drugega, ki mu je bolj primeren, ali pa se nekdo iz njihove žlahte želi priseliti v njegovo stanovanje in seveda vi potem izvisite. Ta scenarij se vam non-stop dogaja in se vam bo dogajal, dokler ne najdete želje, fokusa, zbranosti za svoj dom, ki ga potem ne prodate za nobeno ceno, razen če nimate že nagledanega novega, kjer boste vi ali solastnik ali edini lastnik in potem to prešiftate v novo, kjer že imate vse zmenjeno. To je za rake najpomembnejše. In ta fokus v to opusti balast v čustvih, ki se vam lahko pretirano nabere in ste potem iz tega vidika problematični zase in za druge. Če ste se tudi drugi našli v tej zgodbi, potem je to za vas pot. Levi imate eno najlepšo, za vas najtežjo nalogo. Biti to, kar ste, sijati in biti zadovoljen. To je nekaj, kar je levim, če niste že prišli do samega sebe, največji problem. Se pravi, sprejeti svojo osebnost, sprejeti, da niste samo ljubezen in sijoča energija, da ste lahko tudi budala, da ste tako kot si lahko tudi smotani, sitni, kakršnikoli in to sprejeti. Vsi smo. Vsi smo samo ljudje in levi, ne glede na to, kakšni ste, glavo pokonci, perje ven oziroma karkoli že imate, energije, pokažite se in bodite srečni, če ste živi, da ste preživeli dober dan, da ste ga speljali, da imate karkoli imate, hvaležnost in veselje do življenja je vam dano v zibelko, dano vam je. Zato ste meni levi dobri, ker se hitro odzovete na poklone, na lepo energijo, ampak če ste pretirano sami, vas potem to podre, ker nimate občinstva. Zato pojdite tja, kjer ste zaželeni, družite se s tistimi, kjer se imate fajn. Ne hodite v družbe, kjer vas po strani gledajo, ne hodite med nesamozavestne ljudi, kajti samozavestni ljudje vam bodo dovolili, da sijete, da ste, kakršnikoli ste, samozavestni ljudje vam bodo držali podporo v svetlobi in se veselili z vami česarkoli. Ali to, da ste zadeli na lotu 3 evre, ali to, da ste dobili nov avto, samozavestni ljudje bodo z vami veseli. Če imate v sebi sitne ljudi, če imate ob sebi ljudi, ki ne želijo, da vi svetite, potem je vaš problem, da se tam ohranjate prisotnost.
Tako da levi čas je, in pa celo življenje se ste s tem ukvarjali, da sijete karkoli že ste. In če nekaj časa morate, se pravi, ven metati smeti, da prisije tisto pravo, potem nej. Ampak odločite se, bodite samozavestni, izpadite bedak, ni v tem problem, ampak problem je sonce v peti, da si ne dovolite biti to, kar ste. Levi, čisto dovolj ste, kar ste, ni nujno, da ste optimalni, 100% in edini najboljši. To, kar ste v tem trenutku, je optimum, bodite optimum sebi tega trenutka. To je sonce v peti, pa da se še vrnem na rake. Rak je sonce v četrti, podobno kot za rakovo zgodbo, če ste se najdli v njej, in pa pri dvojčkih sonce v tretji, če ste se najdli pri dvojčkih. Samo to, da povežem vse ostalo. In gremo naprej na device. Device je tako kot sonce v šesti. Device, vam je pomembno, kaj delate v službi in kakšno je vaše vsakdanje življenje, kajti to oboje pogojuje vaše zdravje. In če ste device zaskrbljene, sitne, device imate vpliv na to. Se pravi, device lahko generirate svojo sitnobo. Device lahko generirate svojo pozitivno vlogo v službi, pri svojem zdravju, pri svoji okolici in v vsakdanjih rutinah. Za device in za vse ostale, ki ste se najdli v tem, ali imate sonce v šesti, ali vam zdravje peša, ali ste sitni po naravi, to ste nekateri, ampak to je pač življenjska naloga, da pridete iz te sitnobe ven. Sonce v šesti, device, vi morate sebi izpiliti vsak danik. Vsak dan je vaš dan. In za device je to še tako bolj pomembno, da ne čakate na uno potovanje, na dopust tam nekje čez 3 mesece, kajti v vmesnem času vi sami sebi pijete energijo. Vi mislite, da vam jo vaša služba, da vam jo vaša okolica, da vam jo ljudje, ki jih srečate vsak dan, ampak ni res. Vaša naravnava na vsakdanik je najpomembnejša stvar. In južni vozel pride v znamenje device od 29. januarja do 18. junija 2026. To bo obdobje, ko boste device tole, kar sem vam zdaj govorila, najbolj nekako lahko izpilile, najbolj osvobodile strani preteklih bremen. Se pravi, vse, kar se vam bo dogajalo od 29. januarja 2025 pa do 18. junija 2026 bo za device dril, kako si osvoboditi svoje zdravje, svoje sonce in pa svoj vsakdanik postaviti na način, da vas ne moti ne služba, ne družba, ne vaše preživljanje kakršnega koli časa, kajti vi ste se odločili za to službo, vi ste družite v tem okolju, vi ste tisti, ki date svoj psihični, mentalni vpogled v to, kar se vam dogaja. Vi. Device, vaša naloga je svoje misli transformirati na način, da se zavedate, da je vsak dan, ki ga preživite, vam pomemben dan. Da ne ciljate na tisti en izlet, ki bo čez 3 mesece, pa uno potovanje v tujino čez 6 mesecev za 14 dni, pa izlet tja, ostalo pa, bom že preživel, bom že zgnetel. Ne gre tako. Za vas je izjemnega pomena vsak dan, da ga živite po svojih najlepših, najboljših močeh iz sebe ven. Zato je mindset tisti, in če komu, vam priporočam te afirmacije in deklaracije seminar, prav tako dvojčki. Vodnarjem seveda in še tistim, ki se vam zdi, da ste se zaciklali v glavi. Da vam vaše misli, da vam skozi prihaja neke negativne misli, da vdira v bistvu v vaš mentalni sistem okolje. Da razmišljate preveč o drugih. To je mentalni
pristop, ki se more v času Plutona v vodnarju transformirati, do leta 44 ga boste garantirano. Zlepa ali pa zgrda. Navijam za to, da ga zlepa. Tehtnice. Naloga tehtnic je preprosta. Vsak znamenja, veste, ima preprosto nalogo. Ampak za tisto znamenje je to najtežja naloga. Ne. Vsi bi želeli tako svetiti kot levi, svetiš in to je to. Levim to je težko, potem ko so naložili na njih tisoče pričakovanj, tisoče energij, je težko. Vsakmu je težko ono svoje narediti. Vsem ostalim se zdi, to ni tako, to je kar v redu. No in tehtnicam je tako kot sonce v 7, tehtnicam so najpomembnejši odnosi. Vsaka tehtnica bo žrtvovala samo sebe za mir v okolju. Za mir v družini tehtnica poje vse, kar more reči. Nič ne bo zarekla. Tehtnica ne bo v službi nič rekla, samo da je mir. Tehtnica ne bo izrazila svojega videnja, kritičnega ali nekritičnega, med prijatelji, samo da je mir, da se vsi razumemo. Potreba harmonije, po harmoniji je v tehtnici tako močna, da je pripravljena sebe zaradirati do konca, samo da je vsem v redu. Glavna napaka življenja. In vsi okoli v bistvu ste potem nesigurni zraven tehtnice, vsi okoli, samo to, da boste razumeli, potem iščete potrditev od tehtnice, ki vam jo ne bo dala na tak način, kot si želite, zato ker je tehtnica najboljša za diplomatske odnose, kajti nikoli ne bo rekla nič takšnega na takšen način, da ne boste vsi zadovoljni, kar pa pomeni, da če ni ozaveščena tehtnica sama v sebi, tehtnice morate sami sebe biti tako zadovoljne s sabo, da vam vse ostalo ne dela nobenih problemov. Največja težava, ki jo imajo tehtnice, je v tem, da tolikokrat pojejo sami sebe, v smislu se ne izrazite, ne postavite na prvo mesto, da ne bi ogrozili, ne da vas je strah, da boste sami. Ampak vi želite mir, harmonijo, še ko greste narazen s partnerjem, bi radi, da se lepo poslovita, da si data roko, da se poslovita, tudi če se ne takoj več videla, to vam je zelo pomembno, da je mir prisoten. Ampak da do tega pride, da boste lahko to izpeljali, je potreben mir v vas, da odreagirate iskreno, z integriteto, da ne posegate preveč v drugega, kajti sonce v 7 bi si to želel, nekako tudi tehtnica bi, ampak da pustite drugim, da so, kar so, izrazite svoje in da se potem enako kot levi in še vsi ostali družite s tistimi, ki so vam prijetni, smiselni, komunikativni, ki od vas ne pričakujejo, da jih boste rešili in ne pričakujete vi od njih, da vas bodo rešili. Kajti to tehtnica ne pričakuje. Tehtnica nikoli ne pričakuje, da jo bo kdorkoli rešil, prej ima ta problem, da sama se zdi, da mora reševati svet. Zato skozi tehta, zato skozi išče optimalne rešitve. In tehtnice, nič ni hudega, če se ne morete odločiti. Nič ni pri tem hudega. To sem velikokrat brala pri horoskopih, da se mora tehtnica naučiti odločati, ni res. Tehtnica se mora naučiti prepuščati se svoji duši in življenju. In vrlina tehtanja je ravno v tem, da ste iskreni in da iz prave integritete v pravem času poveste ali pa izrazite, skreirate karkoli. Se pravi, tehtnice ne se odločati v to, da se morate naučiti odločati, ampak da tehtate z energijami duše in da v svet date tisto mnenje in tisto, kar se vam zdi primerno v tistem času iz energiji duše. Ko to dosežete notranjo harmonijo in vas razburkano morje, ki je okoli v drugih, ne prizadene, ampak se zavedate z eno modrostjo, ki je v vas, da samo vprašanje časa, kdaj bo vaš mir,
dosegel mir v okolici, oziroma se bodo drugi z njim povezali in se bodo duše povezale in potem ste v svojem pravem okolju. Če do tega mira ne pride, če se določena oseba, sodelavec, bilo kdo, ob vašem miru v določenem času, najkasneje v 3 mesecih, ne more umiriti, potem se bo nekaj zgodilo, da vi s to osebo ali kakorkoli ne boste več ali toliko sodelovali, ali se toliko povezovali, v glavnem ne bo takšnega močnega stika več. Enostavno tako je. Če ste se našli v tej zgodbi tehtnice, velika verjetnost, da imate v 7. hiši sonce ali da imate močno 7. hišo ali da imate vezano nekaj na temo odnosov, kar se učite karmično. Če se vam zdi tole, kar sem govorila o tehtnici, neumno, pa mogoče je to vaša pot za naprej, da se boste slej ko prej naučili, kajti vse, kar mi ne razumemo od drugih, slej ko prej pride na naš meni, da pogledamo, kaj je že to bilo, da nismo razumeli. Okej. In duša, samo vaša duša čaka, da vi rečete, kaka budala, tole pa res ne razumem. In potem reče duša, okej, ni problem. In vzame to lekcijo v vaš časovni parameter lekcij in slej ko prej pride tudi to na vrsto. Zato je poskušanje razumeti drugega tako pomembno, da ni treba, da se vse učite po lastni izkušnji. Lahko razumemo drugega, s tem, ko se vidimo, slišimo, odpremo svoje energije, svojo komunikacijo na način, da prisluhnemo drugemu in poskušamo razumeti. In to gre super. Škorpijoni, imate nalogo celega življenja, da se ne ukvarjate s podtalnimi pritiski na drugega. To je zanimiv vaš hobi, ki vas dela močne. Škorpijoni namreč imate močan instinkt, kako se drugi počutijo, vaše energije podtalne podzavesti so močno zbujene, ste zato tudi najboljši psiholog, najbolj instinktivno delujete, najbolj močni ste v poslu, najhitreje odreagirate, vse je super, kar se tega tiče, ampak ko gre zase, ko pa je to gre za svet, za preživetje, dobri ste v tem, reagirate, vidite priložnosti, dogaja se vam. Poslovno in družbeno ste verjetno uspešni. Zase pa tega ne znate ponotraniti na način, da bi se enako hitro regenerirali, ampak nekje ostanejo grenki priokusi lekcij, ki jih niste speljali do konca na način, da bi pogledali, kaj je res v globini za vas. Pluton je vaš vladar, kar pomeni, da Pluton, ko gre zdaj, je že v vodnarju do 44. leta, potem gre naprej v ribe. Pluton v vodnarju vam bo dajal močno drugo perspektivo in se vam že dogaja verjetno od lani, ko je prišel Pluton oziroma čez poletje se je že to dogajalo, da ste začenjali videti ene stvari drugače, da so se vam odstirale ene ideje, misli, dojemanje sveta, dojemanje okolice, družbe, javnosti drugače. In Škorpijoni, lahko da boste imeli vodilno vlogo v določenih momentih, v premikih, v družbi, v javnosti, kajti vaš prodoren če mu dodate vodnarjevo svobodo, lahko kanalizira ogromno pozitivnih stvari, ampak potem, ko se pomirite s sabo. Mir v vas je vezan na globoko dojemanje svoje živalske narave. Da dojamete svoje strasti, da si privoščite stik s sabo do te mere, da veste, tole imam rad od smisla hrane, seksa in vsega, kar imate radi. In iz te globine ven pride do najboljših meditacij, do najboljše sprostitve in do najboljše pomiritve ter vaše legendarne regenerativne sposobnosti. Škorpijoni, veste, da kot znak, kot žival, če piči druge, se pravi, škorpijonov je prodoren, vstopate v rane drugih najhitreje, najbolj brez, da bi to želeli, ampak ta vaš prinese pa to, ko ugotovite, da ste v kotu, da ste omejeni, se pravi, da ste nekako ujeti v okolico, ne gre več,
vi začnete potem sami sebe zastrupljati. In ta lastnost se mora čim hitreje osvoboditi. Ugotovite, s čim in na kakšen način zastrupljate sebe, katere misli, čustva ali hrana, karkoli vas dela zagrenjene. Zagrenjenost je nekaj, kar je vaša najgloblja, najbolj skrita lastnost, in zagrenjenost prihaja iz ene potrebe, da bi srečali nekoga, ki vam je meč. Ker pa ste tako skriti, sami vase, morate dobiti nekoga, s katerim se najprej butnete, ruknete, prepirate, da ugotovite, da vam je zanimiv, da vam je meč, da vam je tisti, ki vas lahko zdrži, tudi ko ste v najslabši koži. In to je pravi meč za vas. Ali poslovno, ali privatno, nekdo, ki preživi vaše najslabšo obliko, najslabši dan, najslabši mesec, najslabše leto. Da se takrat ne greste skrit. Ko nekdo ob vami preživi vašo najslabšo možno obliko, tisti je za vas najbolj zdravilen človek v vašem življenju, kajti je komplementaren vaši moči in vas bo lahko ne razumel, ne sprejel, preživel. Ne bo imel poškodb zaradi vaših reakcij in je to za vas zdravilna oseba. In vi za njega, mimogrede. Nihče ni tam pri vas brez veze. Nič ni brez veze v življenju in škorpijoni, vi rabite srečati poslovno, privat, osebno, prijateljsko, kakorkoli nekoga, ki vas preživi v vašem minusu, kar pa pomeni, da ga ne smete tako skriti. Kajti ta zagrenitev je potem razdira vaše življenje, dela vam želodčno kislino, žolčne probleme, grenkoba vas res ruši. No, in to je naloga škorpijona. Strelci ste nasproti dvojčkom in imate podobno nalogo, samo da jo ne jemljete razumsko, ampak instinktivno, kajti dvojčkim je vladar zrak, strelcem je ogenj, tako da strelci imate eno samo nalogo, da nehate bežati pred sabo. Tako kot se morajo dvojčki združiti v pinalni žlezi, se morate vi združiti v notranjem otroku. Vaš notranji otrok je običajno zdolgočasen. Vi imate kapacitete, strelci, za veliko bolj dramatično, dogodivščin polno življenje, kar notranji otrok vaš ve. In tako kot je pinalna žleza v središču glave, je notranji otrok za popkom. Popek, malo pod popkom je energijska cona magnetizma, hara, čakra, popkovna, ki vam znotraj tega je vaš notranji otrok, ki je v bistvu zapis energij, ki ste jih bili deležni od spočetja pa do 5-6 let. Ta notranji magnetizem vam definira, kaj vi pritegnete k sebi, to velja za vse ostale tudi, ampak za strelce je to še najbolj pomembno zato, ker je vaša osnova pomembna, da greste v to energijo in da ne bežite več nekam, kjer bo lepše, boljše. Vi imate v sebi en film v energijah ognja, strasti, da je nekaj za vas in je, ampak tisto, kar je za vas, je znotraj, v energiji, seksualni energiji, v vašem kundaliniju, v vašem osrednjem kanalu iz energije notranjega otroka, pa lahko v to vstopate. Kar pomeni, da se obrnete vase, v svoj notranji stres, frustracijo, želje, hotenja, strasti in da pregledate sebe in v to vas življenje vodi. Zato imate strelci zdajle do 25. maja, do 9. junija, odlično priložnost o tem razmisliti, ker je Jupiter še v dvojčkih, se pravi je nasproti vašemu soncu in strelce lahko zdajle muči vse živo, ampak vaša naloga je regenerirati, povezati se ponovno s sabo na način, da odkrijete svoje strasti, moči, želje, hotenja na zelo bazni ravni. Na ravni življenja, smeha, veselja, ne na kaki hudi filozofski ravni.
Filozofska raven se bo odprla takoj, ko boste vi polni veselja, sreče, življenja in tistega, kar ste imeli kot otrok, kljub temu, da ste lahko imeli čisto travmatično življenje. Veselje, radost, spark, iskra, ki gori v vas, je za strelce pomembna, da jo usmerite vase, ne v druge. In bilo kakšna odvisnost v odnosih za strelce pomeni smrt, zato strelci radi pobegnete, ali se vam zdi, da vas kdo duši. Dušijo vas pa samo zato, ker želite pobegniti, pa vam ne pustijo, pač ste se v take odnose ujeli, življenje vam je to tako naredilo, da ne morete pobegniti od določenih ljudi, ker vas ti ljudje učijo iti vase. Ko pa ste v sebi, pa boste ugotovili, da so to ljudje, ki so vam lahko zelo blizu, da imate veliko skupnih lastnosti, tudi tistih lepih, ki jih prej niste videli. Tako da strelci, ogenj je v vas in ne ga metati ven, ohranjajte ga v sebi, da zagorite s plamenom svoje strasti za svojo dušo in nekako se regenerirate. Kozorogi, kar mene tolaži ali pa kar lahko vas tolaži, da izleti vse boljše. Kozorogi ste edino izmed teh horoskopskih znamenj, ki z leti postajate vse bolj sproščeni, vse bolj vitalni, vse bolj otroški, vse bolj kreativni, vse bolj neumni, v smislu ljubkovalno, ne zares. Se pravi, vi zorite kot dobro vino in če seveda niste naredili preveč kompromisov ali se ne držite preveč teh moralnih kodeksov družbe. Če ste sledili vsaj malo srcu, vsaj malo sebi, svoji duši, vam je to pot, ki kozoroge v dobro pelje. Če ste pa na svoji poti nekje sfalili in ste sledili bolj karieri ali odobravanju okolice in ste nekako iskali, kje je tista potrditev, potem imate kozorogi eno tako nalogo v življenju, da iz tiste tirnice, kamor je vaš vlak iztiril in šel po poti kariere, priznavanja, odobravanja v sistemu, družbi in podobno, da to tirnico preusmerite nazaj, to gre z lahkoto, odločitev je dovolj, preusmerite v svoje srečno življenje in začnete razmišljati o tem, kaj vas usreči, kje se dobro počutite, s kom se dobro počutite in se potrudite, da se s temi ljudmi, s temi dogodki, doživljaji več povežete. To je edino, kar morate kozorogi narediti. Preprosto je za tistega, za vse ostale, za tistega, ki to počne mogoče malo manj, kot sem že prej rekla, ampak vedno je tako. Tisto, kar imamo mi za narediti, je največji problem, tisto, kar imajo drugi, se nam zdi, pa to je simpel. Tako da mogoče res, kjer se dobro počutite, boste kozorogi lahko naredili preusmeritev in da se ne ukvarjate s tem, kdo vam daje kljukico, kdo vas potrjuje, kdo vas odobrava, ampak kje je vaš tir, ki je povezan z dušo, z veseljem, vašo radostjo in da se zavedate, da je vsakič boljše, vsakič lažje. In da imate ali misel, da se vam življenje v dobro razvija, kajti zares se vam. Ko ste na tiru svoje duše in pa veselja s sabo in svojim življenjem, ste v optimumu. To je za vas ključnega pomena. Če ste se drugi poistovetili s tem, je potem sonce v vaši 10. hiši ali imate v 10. hiši, v hiši usode, kariere, nekaj pomembnega in je potem to za vas tudi rešitev. Prej sem pozabila reči za strelce, če ste se našli v strelčevem opisu, imate sonce v 9. hiši, če ste se našli v škorpijonovem opisu, je sonce v 8. hiši ali kaj pomembnega v 8. Pa vodnarje. Vodnarji so tako, kot je recimo sonce v 11. hiši, vodnarji ali pa kaj pomembnega v 11. hiši, vodnarje vodi altruizem. Sonce v vodnarju pomeni, da je duša želi, da živite za druge, kakorkoli se to sliši, pri čemer imate vodnarji največji v bistvu ta željo, hrepenenje, v sebi naredil za druge, ampak težko se odlepite od osebnih želja, kajti v prejšnjem življenju oziroma zelo ste povezani z levovo hišo, ki je v 5. in se zelo čutite vse osebno. Bi želeli narediti vse to za druge, ampak ne sedaj. Bi želeli to dati svetu, ampak ne za ceno svojega lastnega česarkoli, ugodja, časa, česarkoli.
ta razkol med bi in pa ne zdaj, ali pa da nekaj osebnega se zgodi, je potem za vas na kak tak način, a veste, da vas jezijo razmere zunaj, jezi vas to, kar se zunaj dogaja, veste, kaj bi bilo potrebno, o tem govorite karkoli, ampak narediti pa ne zmorete, kajti kaj se zgodi, vedno se vam osebno življenje takrat, ko bi vi šli v to skupnost ali pa v to žar, ki ga morate za druge narediti, ali za skupnost, ali za skupno dobro, se vam v vašem osebnem življenju nekaj zalomi, dramatično se nekaj spremeni, da ste potem spet razcepljeni. In na koncu delate za skupno dobro, ampak z občutkom, da ni prav, da bi mogli se posvetiti sebi, se pravi, eno krivdo imate, kjerkoli ste. Če ste v javnosti ali pa če dajete za druge, imate krivdo, da se premalo posvečate družini in obratno, vedno imate eno krivdo, kajti na vas sistemi, ker ste vodnarji v javnosti oziroma je, kako bi rekla, najbolj je vaša energija vidna na en način in je tudi najbolj sistemsko obremenjena. Zato imate vodnarji v obdobju do leta 44, ko je Pluton prišel v vaše znamenje, nalogo se odkljukati, osvoboditi vseh sistemov, ki vas kakorkoli omejujejo kot svobodno bitje na zemlji. Vseh sistemov. Sistemov družine, vasi, mesta, kraja, lokacije, spola, česarkoli. Vodnarji imate možnost zasijati kot svetloba na zemlji dobesedno. Zato je bilo kako pogojevanje, s katerim se vi soočate v sebi, odveč oziroma se ga osvobajate. To je vaša naloga in če ste se drugi našli v tem, je potem vaša naloga enako pomembna za svet, kajti nosite razumevanje, sprejemanje človeštva. Nosite optimizem, luč za vse. Če svetite svojo svetlobo brezpogojno v smislu, da se ne obremenjujete sebe, da ne pogojujete druge. Se pravi, vse sistemsko se mora izčistiti, kar je v bistvu zdajle najbolj podprta energija za vas in za vse tiste, ki čutite, da je na vas nekaj. In definitivno na vodnarjih je, podobno kot na škorpijonih, kajti Pluton v vodnarju vam razširi zavest, vodnarji imate nalogo poskrbeti za svet na en način. Tako da, ne glede koliko ste si domače razmere, vse pošlihtali, kljukice naredili, vse super, niste zadovoljni čist, niste srečni. En delež, ne samo denarja, da dajete v dobrodelnost, ampak en delež zavesti, usmeritve je potreben, da gre brezpogojno za svet. Ni vam lahko, ampak je pa zelo lepo podprto. Tako da vodnarji, da boste razumeli, zakaj je mogoče boljše, da se ne ukvarjate vsakim projektom posebej, ampak da generalno smernice, podobno kot kozorogi, ki se morajo usmeriti v dušo, se vi usmerite v pomoč oziroma v sodelovanje s svetlobo za svet, za okolje, za bližnje. In na vas stojijo rešitve. Na vodnarjevem duhu, ko je čist, osvobojen, brez sistemska, brez sodb, krivd, kompromisov. Ribe je tako kot sonce v 12. Ribe imate veliko podobno nalogo kot vodnarji, ampak vi imate dostop do razumevanja vsega, vseh in sočasno je vaša naloga, da ob tem, da vse razumete, sebe prizemljite na jasen in čist način. Kar ni tako enostavno, ampak naloga rib je ravno v tem, da ohranite svetlobno razumevanje sveta in drugih,
ampak ne za ceno svojih temeljev. Se pravi, vi pa morate svoje življenje postaviti v en zaščitni steber, sebe negovati, svoje življenje zminimalizirati od potreb, da veste, tole mi je pomembno, tole, tako kot morajo biki narediti za materialne potrebe, morate ribe narediti za vse potrebe, ki jih imate. Da veste, to je moja potreba, tole moram zagotoviti si, da lahko potem sijem in razumem svet in dajem brezpogojno ljubezen v vse, kar me obdaja. Kajti to brezpogojno ljubezen v bistvu najprej rabite ribe do sebe, da si sploh priznate, kaj je tisto, kar želite ali pa morate dojeti, sprejeti, živeti. Kaj morate zaživeti, kajti sonce v ribah vas vleče v popolno razumevanje sveta, drugih in za ceno tega lahko zbluzite in ni prav. Ni smisel, da ste bluzatorji, ampak je smisel, da ste generatorji svetlobe, duše, tako kot sonce v 12, ko drži svetlobo za druge, ob tem, da je pomirjen sam s sabo in svojimi življenjskimi potrebami. Tako da analiza samega sebe je pomembna, tako za vodnarje, ampak oni to naredijo bolj intenzivno, in za ribe. Ribe morate to si priznati, koliko malo zares rabite, ampak tisto je pomembno za vas. Medtem ko biki materialne dobrine. In tako v bistvu smo sklenili cel krog horoskopskega znamenja. Verjamem, da ste se našli skorajda v vsakem znamenju. Napišite pa mi, karkoli imate za komentirati spodaj, napišite pa, če si želite, da naredim finančni horoskop za leto 2025 in pa ljubezenski horoskop. Z veseljem ga naredim, samo napišite mi svoje mnenje, da vidim, če se ima smisel truditi v tej smeri. Splošnega sem že in bo kmalu objavljen. Hvala vam za pozornost, hvala vam, da slišite, hvala, da prisluhnete in hvala, da potem to nesete vase in svoje življenje. Namaste. Pozdrav duši.